Priznanje kongresnega ambasadorskega programa me je zelo razveselilo in mi je v veliko čast. Zahvaljujem se vsem, ki ste me predlagali in nato izbrali za to častno priznanje. Namenjam ga tudi svojim sodelavkam in sodelavcem, brez njihovega znanja in zagnanosti si velikih kongresov ne bi drznil pripeljati v Slovenijo. Organizacijo mednarodnih srečanj vidim kot sestavni del znanstvenih, tehnoloških in pedagoških aktivnosti, ki nam razširjajo znanje, vzpostavljajo nove osebne stike, spodbujajo medsebojno dopolnjevanje in večkrat tudi začrtajo povsem nove smeri razmišljanja. Naše kandidature za organizacijo kongresov v Sloveniji so bile vedno uspešne, brez dvoma, zaradi mednarodnega ugleda, ki ga ima Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani, ter zaradi naravnih danosti naše lepe Slovenije. Oboje vedno s ponosom izpostavljam. Strokovna srečanja smo dopolnjevali s spremljajočimi razstavami in predavanji o naši bogati znanstveni in tehnološki dediščini ter seveda predstavili domačo in globalno industrijo, s katero sodelujemo. Strokovno vsebino kongresov smo prepletali s kulturnim programom, ki so ga izvajali predvsem naši mladi umetniki. Izleti pred in po končani konferenci so omogočili obisk tehniškega in drugih muzejev ter poleg naših turističnih biserov tudi manj znane srčne kraje. Srž kongresov, ki jih organiziramo, se dotika termofluidnih znanosti. Naslednji svetovni kongres o problemih topljenja in strjevanja bomo organizirali na Bledu junija 2028. Tudi pri tem imamo Slovenci brez dvoma omembe vredno tradicijo. Jožef Stefan je na svetovni razstavi na Dunaju 1873 predstavil prve analitične modele premičnih mej med taljenjem in zmrzovanjem, Kranjska industrijska družba pa patent za feromangan.